prvi fazi so se pojavljale vse eksotične države, zaradi tega, ker drugje je bil občutek, da ni regulirano, od raznih deviških otokov do Mauriciusa, do vsega mogočega, kar se je na koncu izkazalo zelo neprimerno, zaradi tega, ker normalno v Evropski uniji, ko si hotel začeti normalno poslovati, nisi dobil nobenih kredibilnih partnerjev, v smislu predvsem bank, ki bi na koncu sprejeli fiat valuto, ki jo moraš dobiti, če hočeš izplačevati plače, stroške in tako naprej. Potem se v drugi fazi pojavlja ideja, da se to dela v Švici s fondacijo, kar je sicer bilo ok v začetni fazi, ko so to delali švicarski odvetniki, so točno vedeli, zakaj se je odločil za fondacijo, potem pa se je to nespametno pa zelo lahko miselno kopiralo in uporabljalo fondacijo, ki res ni primerna oblika, kar se zdaj tudi kaže vsemi postopki v Švici, pač prihajajo v težave. In zdaj potem vprašanje, ali se to lahko naredi po lokalni evropski zakonodaji. Zdaj tukaj imamo zelo malo primerov, da so se tega lotili, ker je dejansko ta občutek nereguliranosti zavaja. Zadeve so regulirane, samo treba jih je pravilno umestiti v obstoječe sisteme. Tudi virtualna valuta je v obstoječem pravnem sistemu. Zdaj vidimo že primere, recimo v Avstriji so se opravili že prvi 3 ICO-ji oziroma 2, tretji se pripravlja po lokalni avstrijski zakonodaji, sicer brez nekega trdnega stališča nadzornih organov, kot so pač avstrijski FURS in podobni, ampak so vseeno pač odvetniki in celotna ekipa odločili, da bodo tam naredili, kar je zaenkrat se izkazalo kot dobro. Zdaj tudi v Sloveniji mi menimo, da je okolje čisto primerno, samo pač je treba res natančno analizirati sam token, celoten postopek in res case by case pogledati, kakšna pravna oblika je primerna za posamezen postopek in pa tudi, kaj sploh token je. Tukaj je potem pač par sistemov, ki so se sploh po švicarskem vzoru prilagodile na slovenski oziroma avstrijski sistem in pa druge lokalne zakonodaje, ki se jih da primerno umestiti. Zato po mojem stališču je prava pot, da se odloči vedno za lokalno zakonodajo, kjer bo dejansko ekipa funkcionirala. Kar pomeni, če se slovenska ekipa, torej pretežno slovenska ekipa spravlja v ICO, naj ga napravi v Sloveniji, če bodo tukaj živeli, ker bo na koncu to tudi davčno dosti lažje optimizirati pa obvladovati vse rizike, ki obstajajo. Rešitev je polno na voljo in tu, pa tudi v sosednjih državah in ni treba hoditi v razne eksote, ker na dolgi rok absolutno ni prava varianta.